Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, predstavniki medijev, po včerajšnji ponovni presoji strokovne utemeljenosti ukrepov in na podlagi mnenj strokovne skupine ter konsenza Vlade Republike Slovenije je vlada določila nekatere spremembe, ki zadevajo tudi v odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov. Kot veste, si na ministrstvu ves čas prizadevamo za odpiranje vseh dejavnosti in za postopno odpravo vseh omejitvenih ukrepov s ciljem, da bi v najkrajšem času zagotovili nemoteno in normalno poslovanje vseh panog. Odpiranje pa mora biti upravljeno na sprejemljiv in na varen način. Skladno z vladnim načrtom sproščanja ukrepov se za prihodnje obdobje razširja nabor sproščenih dejavnosti, hkrati pa se določa pogoje za varnost, ki bi omogočila poslovanje in skušala vplivati na preprečevanje prenosa okužb. Ta teden smo dodatno v skladu z mnenjem svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje med vladnimi odloki uskladili tudi obdobja in dikcije v zvezi z dokazili glede cepljenja oziroma pozitivnega rezultata PCR ali hitrega testa. Poudariti velja, da se trenutno veljaven odlok podaljšuje do vključno nedelje 14. februarja. Z novim odlokom, ki velja od ponedeljka 15. februarja, pa se večinoma ohranjajo enake izjeme kot do sedaj, dodatno pa se uvajajo nekatere spremembe. Izjeme se širijo na upravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino. To pomeni, da so z odlokom dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Izjema prodaje kmetijskih pridelkov na kmetiji se od sedaj naprej ureja v okviru izjeme o osebnem prevzemu blaga in hrane na prevzemnih mestih, pri kateri ni pogoja testiranja zaposlenih. Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je skladno z odpravo omejitve zbiranja določeno, da se jih lahko udeleži do največ 10 oseb. Najpomembnejša sprememba je, da nov odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje storitev. Odlok odslej predvideva dve kategoriji načina dovoljenega izvajanja dejavnosti. Ena brez pogoja negativnega testa za izvajalca oziroma zaposlenega, druga pa z pogojem negativnega testa za izvajalca. Izjeme brez pogoja testa so enake kot doslej, s tem, da se v enako kategorijo dodajajo tudi storitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na daljavo, opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. Te so bile doslej popolnoma izvzete kot izjeme in niso spadale v nobeno kategorijo. Pri izvajanju storitev ostajajo enake omejitve kot doslej o dovoljenem številu potrošnikov na kvadratni meter, torej ena stranka na 30 kvadratnih metrov oziroma ena stranka na prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ter ena stranka na 10 kvadratnih metrov v primeru odprte tržnice. Pri tem želimo povedati, da je dejavnost, ki je bila doslej v izjemah izrecno navedena, torej ponujanje blaga na odprtih tržnicah, odslej zajeta v alineji trgovinska dejavnost. Druga kategorija s pogojem testa za izvajalca oziroma zaposlenega vsebuje delno spremembo pri dejavnosti higienske nege. Vse storitve higienske nege, vključno s frizerskimi storitvami in pedikuro, so vključene med izjeme s pogojem testa oziroma negativnega testa za izvajalca. Tako druga kategorija z obvezo testiranja in pogojem negativnega testa za izvajalce oziroma za zaposlene po novem zajema opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, druge servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže, storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, kot na primer frizerski saloni, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa, storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb, kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice, glasbene šole brez koncesije, na primer, storitve salonov za nego živali.
Zaposleni lahko, kot je omenil minister Vrtovec, po novem namesto negativnega rezultata hitrega PCR testa predložijo tudi, to se pravi zaposleni, dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19, vendar pod pogojem, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Pfizer preteklo najmanj 7 dni, Moderna najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca pa najmanj 21 dni in največ 3 mesece za posamezno cepivo od navedenih dni po cepljenju dalje. Dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega ali PCR testa, kjer je od vzema brisa preteklo najmanj 21 dni in največ 6 mesecev. Ta predvideva torej preboleno bolezen in imunost. Ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev. To je pa zdravniško potrdilo. Številom okužb in stanjem epidemiološke slike je tudi v prihodnje pogojeno odpiranje dejavnosti, ki so zaradi epidemije že dlje časa zaprte. Sprejemanje usklajenih vladnih ukrepov, ki na eni strani zmanjšujejo možnosti za prenose okužb, na drugi strani pa zagotavljajo možnosti za ponovni zagon, je smer, ki jo na ministrstvu zasledujemo. V interesu vseh nas je, da se epidemiološke razmere normalizirajo do te mere, da omejitveni ukrepi ne bodo več potrebni. Do takrat pa pozivamo k spoštovanju ukrepov tako delodajalce, zaposlene, kot tudi potrošnike. Še posebej potrošnike resnično nagovarjamo, da pri svojih opravkih oziroma pri koriščenju tistih storitev, ki jih potrebujejo, resnično hodijo zdravi in ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ, to se pravi varnostna razdalja, razkuževanje in ostale zadeve. Hvala lepa za pozornost, vprašanja. Hvala lepa tudi vam za vašo predstavitev. Medtem ko čakamo na prijave, si lahko malo vdahnete. Prva prijava, Pop TV, izvolite. Ja, pozdravljeni. Ne vem, če sem vas dobro razumela, se pravi, zdaj se sproščajo vse dejavnosti, torej ni več te omejitve na 400 kvadratnih metrov, če lahko to samo še enkrat ponovite. Zanima me tudi, kaj se dogaja s fitnessi, ali so zdaj fitnessi lahko odprti ali ne in kakšni so pogoji. Hvala. Športne dejavnosti ne spadajo pod naš resor, to bodo pojasnili drugi. Kar se tiče prvega vprašanja, sproščajo se vse dejavnosti ponujanja blaga potrošnikom, torej trgovinske dejavnosti brez omejitev. Tisto, kar vas je verjetno zmotilo, je to, da je navedeno, da se pa pri storitvah, to se pravi ostalih servisnih storitvah, ki niso dejavnosti avtoservisne delavnice, popravilo vzdrževanja motornih koles ali koles, so pa omejene na 400 kvadratov. Podobno kot je to v Avstriji tudi, zaradi pogojev prezračevanja in tako naprej. Hvala. Pa še enkrat Pop TV. Ja, lepo pozdravljeni še iz moje strani. Mene pa v bistvu zanima, če nam lahko podrobneje opišete, katere dejavnosti vse oziroma kateri ukrepi vse začnejo veljati v soboto in kaj vse se sprošča s ponedeljkom, pa tudi to, kaj torej to pomeni za testiranje zaposlenih. Če sem prav razumela, se torej zaposleni v trgovinski dejavnosti več ne bodo potrebovali več tega hitrega testa. Hvala. Veljaven odlok, ki je doslej veljal, katerega smo pojasnjevali, mislim, da v sredo, velja do nedelje 14. februarja, torej do valentinovega. S ponedeljkom govorimo o teh spremembah, ki so bile predstavljene danes. Drugo vprašanje, če sem prav razumela, če ne, me pa lepo prosim popravite, je pa trgovinska dejavnost. V trgovinski dejavnosti oziroma celotna trgovinska dejavnost brez omejitev je v kategoriji izjem s pogojem testa za zaposlene. Ne? Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Kot kaže, imamo še eno vprašanje in sicer ga zastavlja časopis Dnevnik. Mislim, da sem zdaj kar jaz v etru, Pop TV. Je? Še v etru, kar izvolite. Torej samo še pod vprašanje,
se torej spreminja pa glede strank in hitrega testiranja, se pravi za kozmetične salone, tudi tega nisem čisto podrobno razumela. Bodo torej še naprej potrebovale hitri negativen test. Higienske nege, torej in kozmetični saloni, pedikerji, manikerji, frizerji in vsi ostali, recimo masažni saloni in tako naprej, je pogoj, da se odpirajo oziroma se jim dovoljuje obratovanje pod kategorijo izjem s pogojem negativnega testa za zaposlene, za potrošnika pa ne. Ne? Hvala lepa. Sedaj pa Dnevnik, če se ne motim. Tako je, Dnevnik, izvolite. Imamo očitno težave. Bomo besedo dali časopisu Slovenec. Pozdravljena, gospa državna sekretarka. Mene pa zanima namreč, prej ste omenili, da se pri strokovnih izobraževanjih niža število oseb, torej 10 bo dovoljenih, niste pa omenili ali pa sem preslišala, če se bojo morale te osebe, ki bojo obiskovale ta strokovna izobraževanja, tudi testirati, če še to ostane, to bi bilo to. Hvala. Torej, toliko, da interpretiramo v celoti, morda še enkrat, da bo vse jasno. Tudi pri izvajanju storitev profesionalnih, to se pravi izobraževalnih, inštrukcij in tako naprej, velja omejitev prostora na 30 kvadratnih metrov na stranko. Koliko ljudi gre v posamezen poslovni prostor, se bo izvajalec izračunal sam. Za potrošnika, to se pravi odjemalca storitve, pa pogoj negativnega testa ni potreben za nobeno kategorijo več, se ne predvideva. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija. Lepo pozdravljeni, Eva Furlan pri telefonu. Mene pa vendarle zanima, kaj je bil glavni razlog oziroma zakaj ste se odločili, da vendarle sprostite, da tudi stranke ni treba več testirati oziroma ni treba, da pridejo z negativnim testom. Kaj je bil glavni razlog za to? Pa tudi to, ali se morda že v PKP9 predvideva tudi povračilo stroškov za testiranje oziroma kje bi to lahko bilo. Najlepša hvala. Najprej okoli teh stroškov, podobno kot za zaposlene v vzgoju in izobraževanju, se pripravlja poseben protokol za zaposlene v trgovinskih in drugih dejavnostih, ki so sproščene, ki bo naložil prioritetno obravnavo testiranja zaposlenih in tudi država bo povrnila stroške. Vsega se ne zmore napraviti v 12 urah od sprejema odločitve, bo pa to konkretizirano v nekaj dneh. To je ena zadeva. Drugo vprašanje, podvprašanje, še enkrat me spomnite, torej je pa veljalo, zakaj se je odločila, da se potrošnikov več ne testira? Sem si prav zapomnila. Ja. Zdaj, morate upoštevati, da vlada in vsi strokovnjaki, to se pravi strokovna skupina, pa NIJZ in tako naprej, upoštevajo vse faktorje, torej zmogljivosti zdravstva, pojavnost, incidenca, obolevnost in pogledajo, kaj je obvladljivo v smislu tega, da je nek ukrep takšen, da so dovolj gotovi oziroma smo dovolj gotovi, da se bo širjenje okužb preprečilo, zato tudi v končni fazi potem tudi poziv z vseh strani na same potrošnike, da hodijo po opravkih zdravi in da upoštevajo vse higienske ukrepe. Saj zadnje dneve je bilo parkrat izpostavljeno strani zdravstvenih domov pa izvajalcev teh storitev, da enostavno nimajo več kapacitet za povečevanje testiranj. Hvala. Pa še enkrat POP TV. Ja, prosila bi vas še v bistvu za komentar, zakaj ste se torej zdaj v oranžni fazi odločili za testiranje trgovcev, medtem ko vemo tudi v času črne faze se ti niso rabili testirati, pa še to, glede na to, da se torej s ponedeljkom vrača še večje število trgovcev nazaj na delovna mesta in to pomeni še večja potrebo po hitrih testih. Kako torej ste predvideli kakšno posebno organizacijo tega hitrega testiranja? Bo breme preloženo na zdravstvene domove oziroma zasebnike, ki bodo testirali in kaj pa seveda s plačilom, kdo bo nosil torej stroške tega hitrega testiranja? Hvala.
Deloma sem na vaše vprašanje skušala odgovoriti že prejšnji kolegici, deloma pa lahko pojasnimo tako, a ne, več ko sproščamo, več dejavnosti, ki se sprošča, več pretoka ljudi je. Zato je potrebno uvesti tisto testiranje, da vsaj izvajalci storitev pa prodajajo blaga so sigurni, da so zdravi, potrošniki pa apeliramo na seveda njihovo disciplino in red pri uporabi in tako naprej. A ne. Nekaj pa je potrebno napraviti zato, da smo vsi v nekem obvladljivem recimo okolju, kjer smo sigurni, ta virus je še vedno med nami, je nalezljiv, nihče ne more trditi, da ni smrtonosen, ne. Torej moramo vsi poskrbeti za to, da smo vsi dovolj gotovi, da imamo, če smo že dosegli to oranžno fazo, da v njej tudi ostanemo. Časopis Slovenec, lahko zastavite svoje vprašanje. Pozdravljena, gospa sekretarka, še enkrat. Jaz se opravičujem, če bom malo dlakocepska, ampak v uvodu ste rekli in citiram iz vladnega Twitter accounta, pri storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja izposabljanja je skladno z odpravo omejitve zbiranja določeno, da se jih lahko udeleži do največ 10 oseb. Torej, malo prej ste mi pa na moje vprašanje odgovorili, da je omejitev ena oseba na 30 kvadratnih metrov. Torej, kaj je 3 na 30 kvadratnih metrov ali 10 oseb? In če se vrnem na ta strokovna in poslovna izobraževanja, ali si morajo udeleženci le-teh testirati ali ne? Hvala. Udeleženec oziroma uporabnik storitve se ne testira. Testirajo se zaposleni. Odlok uvaja 2 kategorije. Ena je opravljanje dejavnosti brez potrdila o negativnem testu za zaposlene. Druga kategorija še enkrat in ponovno je pa tista, ko je potrebno imeti opravljen negativen test za izvajalca storitve oziroma za zaposlenega. Omejitev zbiranja oseb je še vedno, zdaj pa še je do 10 ljudi dovoljeno, ampak hkrati pa odlok za vse kategorije predvideva omejitev 30 kvadratov. To se pravi, če imamo pisarno veliko 300 kvadratov, je 10 ljudi lahko noter, če bi človek interpretiral tako, kot je treba. Hvala lepa. Še eno vprašanje imajo pri POP TV. Ja, samo še to, glede izvedbe tega testiranja za zaposlene v trgovinski dejavnosti, bo tukaj pri organizaciji pomagala država, bodo trgovce testirali brezplačno zdravstveni domovi, bodo ta strošek nosili sami in v kakšni obliki bodo seveda dobili povrnjenega? Hvala. Na to vprašanje se mi zdi, da sem že odgovarjala, da je v pripravi poseben protokol, podobno kot za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. S tem država prevzame stroške testiranja nase, seveda in imajo tisti tudi prednost pri testiranju, tako kot učitelji v ponedeljkih oziroma ob nedeljah, če sami tako želijo. Hvala lepa. Kot kaže, je bilo to zadnje vprašanje za vas. Tako je, državna sekretarka. Hvala še enkrat. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Na oder pa sedaj vabim našega tretjega gosta, državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, gospoda Damirja Orehovca.